Zato, ker nas ljubi, dežuje, sneži, sonce daje življenje, zato, ker ljubi nas. Postavimo se pred Gospoda v naših mislih. Gospod, se ti zahvaljujemo za današnji dan, za vse tisto, kar smo lepega doživeli, za vse spodbudne besede, nasmehe, prisotnost naših najbližjih. Obenem te tudi prosimo za vse tisto, kar nas čaka jutri, pa je morda še kaj posebnega, za kar se ti priporočamo, da si nam blizu. Molimo. Gospod Bog, molitve in žrtve tega postnega časa naj pripravijo srca tvojih vernih, da bomo prejeli velikonočno milost v pravi duhovni obranosti in oznanili veselo vest našega odrešenja po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Berilo iz knjige preroka Ezekijela. Tiste dni me je angel peljal k tempeljskemu vhodu. In glej, izpod tempeljskega praga je privrela voda proti vzhodu, zakaj ospredje templja je gledalo proti vzhodu. Voda pa je izvirala na desni strani templja, južno od oltarja. Nato me je peljal ven skozi severna vrata, ter me vodil zunaj okrog do zunanjih vrat, ki gledajo proti vzhodu. In glej, voda je žuborela od desne strani. Mož je šel z merilno vrvico v svoji roki proti vzhodu. Zmeril je 1000 komolcev in me peljal po vodi, ki mi je segala do gležnjev. Zmeril je zopet 1000 komolcev in me peljal po vodi, ki mi je segala do kolen. Zopet je zmeril 1000 komolcev in me peljal po vodi, ki mi je segala do ledi. Zopet je zmeril 1000 komolcev. Tedaj je bila reka, ki je nisem mogel prebresti. Voda je namreč tako narastla, da je bila voda za plavanje, reka, ki je ni bilo mogoče prebresti. Tedaj mi je rekel: ali si videl, sin človekov? Potem me je peljal nazaj po bregu reke. Ko sem se vračal, sem videl na bregu reke na obeh straneh silno veliko drevja. Rekel mi je: ta voda teče v vzhodni okraj in vre dol v pustinjo in dospe v mrtvo morje. Ko pride tja, postane voda mrtvega morja zdrava. Vsakršno živo bitje, ki se tam giblje, oživi, kamorkoli se izlije reka. Tedaj bo silno veliko rib. Kajti, če pride ta voda tja, ozdravi mrtvo morje in ostane pri življenju vse, kar doseže reka. Na obeh bregovih reke bo raslo vsakršno drevje z užitnim sadjem, listje mu ne ovene in sad mu ne mine. Vsak mesec bo nov sad rodilo, zakaj voda, ki ga napaja, teče iz svetišča. Njegov sad bo zajet in njegovo listje vzdravilo. To je Božja beseda. Bog je naše zavetje. Bog nam je zavetje in moč, kot pomočnik v stiskah se je dobro izkazal. Zato se ne bojimo, če tudi se zemlja spremeni,
se gore prevalijo v sredino morja. Reka s potoki razveseljuje Božje mesto, ki je presveti šotor Najvišjega. Bog je v njegovi sredi, nebo se majalo, Bog mu pomaga ob prvem svitu. Z nami je Gospod nad vojskami, naše zavetje je Jakobov Bog. Pridite, poglejte Gospodova dela, kakšne čudovite reči je storil na zemlji. Gospod, tvoje besede so duh in življenje, ti imaš besede večnega življenja. Gospod z vami. Iz svetega Evangelija po Janezu. Bil je judovski praznik in Jezus se je napotil v Jeruzalem. V Jeruzalemu pa je pri ovčjih vratih kopališče, ki se po hebrejsko imenuje Becata in ima 5 stebrnikov. V teh je ležala velika množica bolnikov, slepih, hromih, sušičnih. Bil je pa tam neki človek, ki je bil 38 let bolan. Jezus ga je videl ležečega in ker je vedel, da je že dolgo bolan, mu je rekel: Ali hočeš ozdraveti? Bolnik mu je odgovoril: Gospod, nimam nikogar, ki bi me dejal v vodo, kadar voda zaplivka. Medtem ko se jaz tja pomikam, pa vstopi pred menoj kdo drug. Jezus mu reče: Vstani, vzemi svojo posteljo in hodi. In tako je mož ozdravel, vzel posteljo in hodil. Tisti dan pa je bila sobota. Judje so zato govorili o zdravljencu: Sobota je, ne smeš postelje nositi. On jim je odgovoril: Tisti, ki me je ozdravil, mi je rekel: Vzemi svojo posteljo in hodi. Vprašali so ga: Kdo je tisti, ki ti je rekel: Vzemi in hodi? Toda ozdravljenec ni vedel, kdo je. Jezus se je bil namreč umaknil, kjer je bila množica ondi. Pozneje ga je našel Jezus v templju in mu rekel: Glej, ozdravel si, ne greši več, da se ti ne zgodi kaj hujšega. Mož je odšel in Judom povedal, da je Jezus tisti, ki ga je ozdravil. Zaradi tega, ker je Jezus delal taka dela v soboto, so ga Judje preganjali. Kristusov evangelij. Pa si vzamemo kakšen trenutek tišine, pa ostanimo ob tem evangelskem odlomku. Tako kot je Jezus prišel do tega človeka, ki je bil bolan, tako tudi sedaj prihaja do vsakega izmed nas in nas sprašuje, kaj želimo in mu lahko položimo naše prošnje. Gospod, naj po svetih zakramentih prejmemo tvojo milost, ki daje rodovitnost. Prosimo. Prosimo te, usliši nas. Prosimo te za katehumene, podpiraj jih na poti vere, upanja in ljubezni. Podeli trpečim tolažbo in mir za srčno prenašanje težav vsakdanjega življenja.
Sprejmi naše rajne, ki so bili s krstom zaznamovani za dan odrešenja in jim daj gledati svoje obličje. Na priprošnjo svetega Roka se osmili vseh oboleli s koronavirusom in drugih bolnikov ter njihovih svojcev. Podpiraj vse zdravstvene delavce, da bodo velikodušno skrbeli za bolnike in jim pomagali. Gospod Bog, podpiraj nas, da se ne bomo nikoli oddaljevali od Tebe, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Rad bi